A veš tisti občutek, ko imaš feeling, da nekaj manjka, ampak ne moreš točno ugotoviti, kaj? No, tako se verjetno počutijo gostje razkošnega Fairmont Banff Springs hotela v kanadskih Rocky Mountains. By the way, najlepša lokacija na svetu presežem. My thing, iglavci visoki, jezera, gozdovi, gore, perfekcija. Ta hotel zgleda kot en miks Hogwarts na steroidih, ampak bolj v smislu hotela, pač bizarno, huge, neverjetno, amazing zgodovina. Na hodniku z luksuznimi sobami, kjer se sobe vrstijo ena za drugo v pravilnem zaporedju, imaš 869, 871, 875, ampak pol nekaj ni v redu. Kje hudiča je soba 873? To je vprašanje, ki je zadnja leta ful eksplodiralo na TikToku, na Redditu, na YouTubu. Ljudje so pobesneli zaradi tega, ker te sobe tam ni. Zdaj pa tako, eni pravijo, da je dobesedno jo pogoltnila tema, drugi pravijo, da tebe ta soba lahko pogoltne, tako da bog ne daj se približati kjerikoli sobi zraven, ker tja noter itak ne moreš, zaradi tega, ker spet tretji pravijo, da je mogoče zabetonirana. Glavno vprašanje je, zakaj bi bila zabetonirana in sealed off in zaprta. Skratka, v tem videu bomo raziskovali skrivnost sobe 873 v temu Springs Banff hotelu. Ja, kako je lep, I can't get over it. Pa če bi jaz kam šla, v Ameriko bi šla tja in bi šla pač v ta hotel. It's freaking perfect zame. Zdaj pa, ali je šlo za en srhljiv umor iz leta 1920-ish, ki so ga pač in ga še zdaj želijo prikriti v temu hotelu? Ali je šlo mogoče samo za eno arhitekturno spremembo v temu hotelu in sploh ni toliko as deep as we want it to be? Ali pa gre za nekaj resnično paranormalnega, ki še vedno zdaj ne pridemo skupaj. Gosti hotela ne zvejo, kaj je, niti hotelirji in uslužbenci ne povejo. Zdaj si pa predstavljaj, da si sama v hotelski sobi, luči začnejo migetati in tam v kotu nekaj ropota. Srce ti začne biti, ampak potem gotoviš, da tisto, kar ti povzroča naval adrenalina, ni duh, ampak je od Bluma The Jasmine čudovit vibrator. Wow, on res hoče ven. Ja, punce, tale mehna zelena stvarca dela čudeže. Kot vidite, je pač vibrator, ima gumbke, vibrira, je zelo tih, kar je amazing. Je pa tako, da kot vidite, je tisti tipičen, ko objame našo notranjost in zunanjost, torej istočasno masira zunanjo točko, tisto ta sladko, in pa notranji G-spot. Ker vemo, da je najboljša kombinacija, ki jo lahko doživiš. A vidite, kako je lep in eleganten, tak ful spomladanski, po mojem so ga zato zbrali za aprilski vibratorček. Ekstremno je mehak, če bi vam lahko dala za pobožati, bi bili ful navdušeni, kako je to res mehak silikon, pač počute se tako, kada te ima rad. Ma dva motorčka, to pomeni, da ne bo en počival in drug delal, vedno lahko tudi oba delata, če ti to pač paše, in to je res izjemna stimulacija. Pol ima pa 10 različnih načinov vibracije, jaz bom čisto iskrena, tega ne prestavljam toliko ponavad, ker se na prvi že ustalim. Je pa tudi vodoodporen. Vem, da je to enim ful pomembno, tiste, ki se radi kopate, vzamete s sabo, mogoče ne toliko potuš, lahko bi tudi provala v stoje, ampak rečemo bano itd. Kot veste, vedno veljata dve kode, ena je na stvari, ki so znižane, in sicer alenka 5 in večja koda, alenka 10, večji popust na stvari, ki še niso znižane, logično. Imeli boste link tudi spodaj v opisu videa, zdaj pa gremo naprej v dejanski scary video, ker tole definitivno ni scary. Bye! Gremo mečkano v zgodovino tega hotela, Springs Banff hotel. Zgrajen leta 1888, pa taka lepa angelska številka, sredi kanadskih skalnatih gora oziroma Rocky Mountains. Je pa tudi eden najbolj znanih zgodovinskih hotelov Severne Amerike, če ne kar celega sveta realno, ker jaz osebno sem o tem hotelu že malo govorila. Če boste nazaj pobrskali, ne vem točno, kako se video reče, ampak noter mislim, da govorim v več hotelih ali nekaj podobnega. Nahaja pa se v mestu Banff ob reki Bow v Alberti. A kdo upa ugant, koliko sob je približno noter? Če upaš ugibaj, povem čez 5 sekund. 750 sob je noter, 750, to je skoraj 1000, it's huge.
Pa ni tako, da so samo sobe, imaš pravune stolpiče, take kamnite zgrajene, pa ful teh cirkularnih krožnih stopnic, pa ful velike dvorane so noter in te dvorane imajo tudi svoje legende, pač it's so beautiful. Ampak tako kot vsaka lepa stvar ima nek svoj hakelc in ta ima zelo temačno zgodovino. Če pa že ni zgodovina toliko temačna, so pa vsaj legende, ki krožijo o tej zgodovini. Gostje pač poročajo o paranormalnih pojavih. In zdaj napiš spodaj in komentiraj, a to zate pomenilo, da bi rajš šutja ali da rajš nikdar ne bi šutja. Poročajo o več stvarih. Prvič, zelo znan duh je prikazan neveste. Nevesta se ves čas pojavlja gostom, pogosto v neki taki plesni dvorani. Druga legenda je v bivšem hotelskem uslužbencu. Ta duh naj bi bil bolj prijazen, ker je bil že v času dela ful prijazen in zdaj se še vedno pojavlja, čeprav mu ni treba več delati. Bogi stric. Tretja stvar, ki se gostom pogosto dogaja, so utripajoče luči, ki jih pač ne prižigajo oni, ampak se to dogaja samo od sebe. Potem pa jasno, nenavadni zvoki, koraki, stoki, kriki, javkanje, kriki otrok tudi, tako da... In ja, absolutno hotel Banfelja za enega najbolj possessed. Kjerkoli članke boste šli brati, boste ta hotel vmes najdeli med prvimi. Zdaj se pa verjetno že zelo sprašujete, tako da pejmo govoriti, kaj se je zgodilo v sobi 873, da pač boste vedeli, zakaj se ljudje toliko bojijo. Razen tega, da pač je trenutno ni, dobesedno je ni, ne obstaja, izbrisana je. The rumor is told that guests would fall asleep in the room only to be awoken by hollow screams. Po slovensko, v tej sobi naj bi goste zbujali kriki in potem, ko bi se zbudili, bi se luči prškale same od sebe in bi videli na ogledalih krvave odtise in tako tistaš, ko dol potegneš tako. In potem, ko so dejanski uslužbenci pretekli, tja je tudi to zginilo, tako da je bilo vse neko duhovna stvar, neki shit, tako da, ja, scary. Torej, legenda pravi, da je v sobi 873 v 1020-ih, ne vem zdaj kdaj točno, oče ubil svojo ženo in otroka. Potem pa je vzel življenje tudi sebe, torej naredil samomor. Sledil naj bi to, da bi potem te hotelirji oziroma uslužbenci zaprli to sobo, zaprli za osebje in pač probali prikriti to zgodovino, da bi gostje valjda še vedno prihajali. Težava je bila, da naj bi se potem začele dogajati te čudne stvari, ki sem jih prej naštela, in sicer ves čas slišijo neke krike otroka oziroma krike majhne deklice, luči se prižigajo same od sebe, krvave roke so pač včasih po stenah, zelo pogosto po ogledalih. In pa nekateri trdijo, da njih bi med spancem nekaj tiščalo na prsih. Tisti, ki že dolgo gledate moje videe, veste, da je to pogosto spalna paraliza, ker takrat se dejansko zbudi, telo še spi in potem si nenavadne stvari rišemo ali pa občutimo. Pogosto je to topa, taka težka teža tle na prsih, tako da težko dihaš, tako da mogoče to doživljajo, who knows. In potem zaradi številnih teh pritožb, kaj so ti bogi gosti tukaj noter doživljali, ker je res srhljivo, naj bi se osebje odločilo, da pač to sobo zabetonira, zapre, da je sealed off, da ne obstaja praktično. In to so tudi storili, tako da zdaj, če greš tja med sobo 871, je potem soba 875 in sobe 873, tam ni, ne bo še našel. Vsi to snemajo, pač nije. Da vam še mečkam povem o tistih drugih dveh duhovih, ki sta basically zelo znana, mislim, vsi govorijo o njih in lih to je čuden, ker vsi hočejo govoriti o teh dveh duhovih, noben pa ne želi govoriti o dejanski sobi, ki manjka. Ful je nenavadno to. V glavnem, hotelski Sam Macaulay je bil to. Ta duh saj temelji na resnični zgodbi, tudi če dejansko zdaj duha ni, še vedno zgodba je resnična. To je bil stari nosač z imenom Sam Macaulay. On je delal v tem hotelu več kot 20 let in ko je pač nehal delati, je bil že res v letih, se pravi, zvesti delavec, ful je bil prijazen, ful je rad pomagal. In lih to je nekako njegov joke, pač govorijo, da je toliko bil prijazen, da še zdaj ni dojel, da je mrtev in še vedno hoče pomagati. Njega videvajo v spa suitah. Jaz, kakor sem pa googlala, mi to zgleda, da je mačkem bolj taka razkošna suita, ima noter še neke večje bane, džakuzije, nekaj tacga. Ponovadi ga tukaj videvajo, ne vem zakaj točno tukaj, in ponovadi ga vidijo na robu postelje, še vedno oblečenega kot hotelirja in pač ljudi se ful ustrašijo, čeprav naj bi bil prijazen. Zgodbo o temu duhu Samu naj bi si kao zmislil David Moberg, on je bil nekdanji vodja teh nosačev. Je pa potem kao tudi ratala to interna šala in mogoče zato ljudje ne ločijo ali mogoče res vsi videvajo duha ali pač interna fora, ker kao, če kdaj se ful hiter kufri in kovčki znajdejo že v sobi od nekoga ali pa dol po recepciji, da je toliko hitra ta pomoč, rečejo, to je bil Sam, on je ful preč priden.
Nekaj v tem smislu. Je pa zanimivo, so tudi izpostavili, da so te suite, spa suite, kjer dejansko Sama kot duha videvajo, zgradili šele v 1992. leta, takrat sem bila rojena, in je to ful nenavadno, ker je takrat Sam že valjda nehal delati v tem hotelu. Gremo zdaj na nevesto, ki je pa najbolj znana prikazen tega hotela, itak neveste so vedno je nek duh in nevesta. Ne vem, zakaj je to tako povezano med sabo, ampak ja, ta nevesta ima res tako žalostno zgodovino. In sicer, punca je padla po stopnicah. Dejansko na svoj poročen dan je šla dol po teh krožnih stopnicah, ki vodijo oziroma so zraven te plesne sobe, kjer naj bi oni imeli svadbo, in je padla dol po stopnicah. Še hujše. Padla je dol po stopnicah zaradi tega, ker se je prej užgala na sveči. In ker je panično se želela pogasiti oziroma teči, valjda, ker peče, je padla po stopnicah, si zlomila vrat in tako je tudi ostala. Na mestu je umrla. Je zgodba res žalostna, ker duhovi, če že so ponovadi ostanejo zaradi nekončane zgodovine, je to zelo tako smiselno in jo ne bi še vedno videvali v tem hotelu. Tukaj je tudi ena debunking teorija, in sicer, da naj bi to izhajalo iz neke hotelirske igre, ki so med sabo si uslužbenci že dolg časa govorili, kdo bo povedal najbolj scary zgodbo. In je David Rogers povedal, da si to zgodbo izmislila njegova sodelavka leta 1986, ko so se šli to igrico in so bili na to igro najbolj navdušeni in so jo furali naprej tako kot neko dejansko legendo hotela. Žal moram to skoraj čisto potrditi, ker ni dejansko zapisane zgodovine o takem padcu neveste, pa tudi zveni tako bizarno, da se je užgala na ognju in padla dol. Ampak ja, glede na to, da jo eni še vedno videvajo, who knows. Eni, ki poslušate ta video, se mogoče že sprašujete, zakaj vas na nekaj spominja, mogoče na kakšno grozljivko, serijo. Mene je to sprva spomnilo na The Shining grozljivko, tako ena izmed najbolj znanih grozljivk na svetu. Not igra Jack Nicholson, meni osebno nikoli ni bila scary, ampak fora je, da ta hotel izgleda skoraj identično, tak ful mogočen, v naravi, samo da je bil skoraj čisto zapuščen, oni so bili tam, a so bili sami ali skoraj sami, forgive me, že res dolgo nisem te grozljivke gledala, ampak njemu se zmeša, kot naj bi se zmešalo očetu iz sobe 873 in je ubil svojo hčerko in ženo, se tudi Jacku Nicholsonu kot pisatelju zmeša v tem hotelu in želi ubiti svojo hčerko in ženo. Isto sem pozabila na koncu, ali mu uspel, ne? I'm so sorry, I should have done my checking. Ampak ja, zelo podobno. Še ena stvar, ki sem se spomnila, zelo me spomni tudi na grozljivko Soba 1408 iz leta 2007. Ta grozljivka je grozna. Dvakrat sem jo že gledala, še bi jo. Isto gre za nekega skeptika, ki pride v neko hotelsko sobo, ker pravi, da se ful čudne stvari dogajajo, on pa to hoče doživeti, ampak nikoli ni. Ok, v tej sobi se zgodi vse možno, ful je scary in meni je na koncu res pravno depresivno, scary, ne vidiš rešitve. Ujame se v časovne lupe, to je meni še najhujš, duhovi so, vse se premika, halucinacije, pravno je mindfuck, tako da je ta res scary. Pol pa še kakšne serije in pa drugi primeri, če kdo hotel gledati, da vam samo naštejem, da boste imeli, če vam ta video paše, da boste še naprej v tem modu danes, jutr, ta vikend. In sicer Netflixove serije, naprimer Haunting of Hill House, definitivno mehen potegne na to, je pa to ena najboljših grozljivk ever, presežem. Obožujem, karkoli je to Hill House oziroma ta ista serija amazing. American Horror Story imate eno sezono, ki se dogaja v enem hotelu in ja, definitivno so povezave, čeprav ta še bolj spominja na umor Elise Lam, to je pa tudi en najbolj bizarnih primerov, imate tudi na mojem kanalu že video o tem, ker je res crazy. Pa je tudi Archive 81, tega pa še nisem gledala. Kdor je, komentirajte, če je dober. Gremo na naslednji del tega videa in govorimo o dejanskem pričevanju gostov. Verjetno ste se spraševali, odkje zdaj črpam to. Imate ful zapis, če greš na TripAdvisor, boš videl ljudi, ki pišejo o tem, tako da če se komu ljub scrolla, to pogledajte, pa Reddit, itak, pa kakšni članki, ljudi, ki so dejansko tam bili, pa youtuberi, ki so tam bili, tudi TikToki so verjetno, ki so tam bili in snemajo in povejo, kaj so doživeli. Gremo. Na forumih, kot so Reddit, TripAdvisor in Quora, lahko najdeš te zanimive zgodbe. In sicer, en je povedal, da je vprašal receptorja, zakaj ni sobe 873. Receptor se je samo nasmehnil, potem pa je rekel: nimamo take sobe, gospod. In to ne bi rekel z zelo čudnim tonom. To vam hočem povedati, da je čuden, zakaj na polno oglašujejo dva duha, v sobi pa govorijo, da je ni, čeprav bi mogla biti. Nekdo drug je spet napisal: ena stena na hodniku je popolnoma gladka, ampak nekako prazna, kot da je nekaj manjkalo. Prijateljica je pa celo rekla, da je čutila hlad, ko je šla mimo. Wow,
to sem zdaj ful po dolenjski rekla. Hlad čudno baje v prisotnosti entitet, duhov. Spet nekdo je napisal, moj stric je delal v hotelu v 90s, v 90-ih letih, pravi, da osebje med sabo ve, kaj se je zgodilo v tisti sobi, ampak da so pod strogo zavezo molčečnosti. To je zelo zanimiva informacija, ker bi veliko razložili, ker imajo ful čudne izjave. Pravijo, da je zaščita gostov pred paniko. Sprav, če se je res ta umor zgodil v 1920-ih, bi bila dobra zaščita, ker to je res a lot, ker je veliko bolj scary kot sam neki namišljeni duhovi. Nekdo, ki je napisal članek, je razmišljal takole in je tudi videl tako stvari. Na vsakem nadstropju pač se nahajajo sobe in se končajo na številko 73. Prav, glede na tuk, vsakemu štuku se konča ena soba s številko 73, razen v tem 8. nadstropju. Če se sprehodiš po hodniku, opaziš, da so nad vsakimi vrati je luč, ta luč je potem na sredi hodnika, ampak pri vratih, In tudi tukaj je luč, samo vrat ni pri tej sobi, ki bi mogla biti 873, pardon. Potem pa pazi tudi letva na tleh. Kako se že temu reče? Pač ta letu, rob na letu, ki je pa stena in tam, ko so vrata, ponovadi ta letu pač valjda je ni, ker so vrata. In tudi tam na tleh je prav prostor za vrata baje. Ampak vrat ni, sobe ni. In tudi, ko se premikaš po tem nadstropju in ko potrkaš po steni, ima povsod isti zvok oziroma pač enak, in ko tukaj potrkaš, je ful votu zvok. Tako da neki je definitivno čuden, pa tudi barve ne bi bilo mečkam drugačno tam, ker ne bi bila vrata v to sobo. Nadaljujemo zdaj z dejanskimi posnetki in slikami, ker vem, da vas to verjetno najbolj zanima kot konkretni dokazi. V dobi interneta je ful težko, da je ena stvar dolg časa skrivnost, ali pa prej vrata nek AI ali whatever, ampak zanimivo je, da z te sobe res nimamo posnetka. Imamo posnetke iz sosednjih sob. Kar je pa zdaj ful zanimivo, zaradi tega, ker iz sobe 875 imamo posnetke. Ker je sosedna soba. Tudi določeni youtuberi tja hodijo in potem snemajo ponoči in slišijo razne zvoke in pač svašta. Je pa tukaj ena pomembna razlaga, ki jo spet samo določeni službenci povejo, in sicer, ta soba ne obstaja samo zato, ker smo jo združili skupaj s sobo 875 in je v bistvu zdaj ratala samo večja družinska suita. Ne vem, pogledajte si posnetke od sobe 875 pa se odločite, če sta to dve skupaj združene. Meni ne zgleda, ampak you do you. Zdaj tako, ni uradnih fotografij notranjosti sobe 873 in tudi hotel ponuja pregled vseh sob od znotraj in te pač ni. Zakaj se meni to zdi ekstremno pomembno? Zaradi tega, ker obstajajo zgodovinski zapisi, da ta soba je bila, je obstajala, ni tako, da je od nekdaj ni bil nekdo vraževeren, ker ni na redu. Zgodovinski zapisi kažejo, da je bila soba 873 res nekoč v uporabi, v arhivih iz 1950 let se omenjal in v oglasih za hotel se omenja ta soba. Torej, če je obstajala, zakaj bi jo zdaj odstranili? Tako da, ni neki, ker že od začetka ni obstajala. Še vedno, a veš, je kaj lahko dajo pa odgovor, zakaj je ni, razen tega, da je mogoče združena z drugo, ampak ne vem. To eni rečejo, drugi pa ne vem. Je pa tudi res, da če se bi zgodil ta umor, pa tudi ni lih pokrit, ni zapisan, nobeni zavedu veliko ljudi ful mod, da ne vejo, takrat mogoče ne bi bilo toliko pokrito v časopisih, ali pa zdaj lahko to najdete, ampak ne vemo točno, katerega leta se je zgodil, ne vemo, ker bi pogosto vedel koliko je bil kdo star, kaj so bila imena, ne vemo, koliko je bila deklica stara, tudi tisti, ki duha videvajo, je točno povedala, zgledala je stara tok pa tok, pač preprosto se je tako ful fruli luli v zraku. Gremo samo še na konec povedati par podobnih primerov po svetu, za tiste, ki vas to ful zanima, pa tudi smo v veliko teh primerih smo že govorili, in sicer New York obstaja hotel, ker ni sobe številka 13, tako da eni zelo vraževerno to doživljajo. V nekaterih azijskih hotelih manjka 4. nadstropje, to smo že dolgo nazaj obdelovali v mojem videu, ker sem klicala številke, ki jih ne smeš poklicati, ker pri njih je štirka res prekleta, ker pomeni smrt in potem nimaš teh številk in nimaš nadstropij in ja, crazy. Potem pa valjda en najbolj znanih hotel Cecil. V Los Angelesu ima tudi pozabljene sobe. Ena recimo je ta, ki je znana po smrti Elise Lam, jaz to nisem vedela, ampak ta soba pa je zdaj ni v uporabi, ker je res tako ne bi smiselna. Je pa res, da moramo priznati, da tale Banff hotel izstopa in številka 873, ker ni nič tako narobe s to številko, razen tega, da preprosto sobe ni, soba je izbrisana. In dejansko ne vemo točno zakaj. Ful zanimiv primer, pač what the heck. Napište, kaj vi mislite, komentirajte, kaj se vam dozdeva. Jaz vas zaenkrat zapuščam, še enkrat vas spomnim dol na čudovit vibrator.
koda Alenka5 ali Alenka10 tudi v fizičnih trgovinah. Se gledamo naslednji petek, do takrat pridni bote, radi se imejte. Alien mama, to sem jaz, Alenka Trogarlič, out. Love you, bye. Bye.